Družina zidarja Dimitra živi zelo slabo, njegovi otroci na primer nimajo učbenikov, v hiši pa nimajo tekoče vode. Mauricio mu za nekaj denarja organizira pot v Slovenijo in mu obljubi, da bo tam dobil delo in bolje živel. A ko prispe v Slovenijo, je razočaran, saj opravlja težka in umazana dela, za katera je plačan malo ali pa sploh ne. Ker je reven, si ne upa ugovarjati, poleg tega mu Mauricio obljublja, da bo sčasoma bolje, obenem pa mu grozi, da ne bo dobil plačila niti za že opravljeno delo, če bo pobegnil domov. Dimitar ni več svoboden, Mauricio si ga lasti in na njegov račun veliko zasluži. Tudi temu pravimo trgovina z ljudmi, ki je oblika suženjstva in ima več oblik, naprimer prostitucijo ali prisiljene spolne odnose za denar ter trgovino s človeškimi organi. Žrtve trgovine z ljudmi so najpogosteje ženske in otroci. Največ suženjstva je v azijskih državah, zlasti v Indiji, pa tudi v Evropi, največ v Romuniji in Bolgariji. Dogaja pa se tudi v Sloveniji, po nekaterih ocenah v suženjskih razmerah pri nas živi več kot 7000 ljudi. Torej, trgovina z ljudmi je oblika suženjstva, pri kateri trgovec zasluži na račun osebe, ki jo zasužnji, pomeni kršitev posameznikove svobode in dostojanstva ter hudo obliko kaznivega dejanja.